Danes vse zgledamo mečken drugače, kot ponavadi in tole zgledajo ljudje, ki jih v roke dobijo profesionalke. Kajo pa mora še končati, pač da z njo največ dela, da bo zamedljiva, ne Kaja. Jaz doma naredim, vedno, ko se namažem, no, preden grem ven, ne delam to, Jaz sem to, lahko pokažeš. Ne, ta oddaja je družinska. Jaz lahko pokažem, sem ne vem, kaj moram narediti. Jaz sem pač tega usta. Ja, tega ti v usta. Ja, veš, kaj se zgodi, ne? Ti mene zdaj upedenaš. Jaz grem ven, enega uhaklam, ga odpeljem domov. On se zjutraj zbudi, on je šel v poslo s hčerko, pa se je zbudil z mrtko. Smo na tegunju. Hvala, lepa. Te kristalčki, ki so zdaj ful popularni. A to pač bolj samo mladi uporabljajo, ali tudi starejši? Recimo bi Vesno dejansko pomladili to, ali bi še vsem zgledala stara? Zakaj mene? Jaz nisem bila najstarejša. Ona ni najstarejša, Lara. In tudi ne zgledam. Te res ti zgledaš, veš, kot da smo te iz ceste pobrali. Tisti dnevi v mesecu. Živjo vsem. Živjo. Ja, dajmo razpucati takoj na začetku. Danes vse zgledamo mečken drugače, kot ponavadi in boljš. In zato niso krivi filtri določeni, ampak pač takole zgledajo ljudje, ki jih v roke dobijo profesionalke. Tako. In profi make-upa, ne? Tako da danes smo prav posebni dve gosti z nami tlele v studiu. Jasno in Tino. Živja. Boste v bistvu odgovorili na vsa naša vprašanja. Glede make-upa, zdaj se žurke začenjajo, ne? Res je? Novoletne. Res je? Tudi kakšne sindikalne, naša je sicer že mim. Tako da ja, nas so že upedenale. Kajo pa mora še končati, pač da z njo največ dela, da bo zamedljiva, ne Kaja. Že zdaj dobro zgleda. Hvala, Lara. Zase govor. Jaz, če grem na pumpo, po kakšen alkohol ali pa v trgovino, mene še zasebno vprašajo. Pa se že dolgo nisem več oziroma. Ja, blagor zadnji tebi. 30 let nima s tem problema. Very funny. Ej, pozabila si glozdat, prej, ko si jo mazala. Pa če bi nekaj imaš, da ima vzlima. Težna To oba. je najprej samo bolj tiho misle, veš. Pol men. Jaz imam kle celo škatlo. Chick fight. To je nekaj. Tina na sredini. Že začelo, vidiš. Malo lepila za Ful si rušla, ko si ti. Res. Paše ti. Tako, prav obrazek ti drugače naredi. Res, ima katera cajt nas čez 14 dni, ker eno članico podcasta rabimo še. kakšna panda luka. Glavna, novoletni, božični, žurka, make-up. Dej, prosim, jo končaj, da bo izgledala normalno, palka se bo se nabrnila, hvala. Kaj, če se veš, da te imam rada, pa ful si lepa, tudi naravna. Danes so vse tako lepe, res. Prav, wow. Je rekla, Res, veš, kako sem obes začele mazati, ne, tako so rekla, veš, to so pol nekih poznam, ne. Veš, to je to, veš, kako neke znane punce, jih vidiš, imaš eno predstavo, ne, in potem, ko si da make-up dol in potem jih narišeš nazaj, a veš, aha, to je ta. tole je drugač močna debata, da nas narišeš nazaj, tole se bomo še dotaknili. Ampak mi je pa ful všeč, da je pohvalila sama svoje delo, veš. Jaz sem prav ponosna je. Danes mi dobro zgledate, kad drugače ne. To je zdaj zvedno. Končno oddaja, kad dobro zgledate. Ej, jaz pač, Barbie, ti imaš tudi ful v bistvu s tem Izkušenj. klockanjem izkušenj. Ja, jaz sem tudi vizažistka po Vem. izobrazbi. Mi so skupaj delali Ja, mi smo drugače. skupaj tako. Oni ste delali magisterij. Ona me je učila, ko sem Bila tršica. Ja, tršica. Eno leto starejša, pa ko sem tršica, ja, dobro, nama zdaj je že detajle, ne? Da nas gleda tako zdaj, ja, veš, kada sem mi ful dolgo že nazaj učila. veš. Klem me, ko smo pred špeglom vadili tisti eyeliner po 16krat, a veš, da sem imela bolj še čisto rdeč uč, ko sem si ga tokrat razmazala. Ti sploh tih pa se mažeš. V glavnem. Ena vizažistka, ena, ki je totalno nora tudi na make-up in jo 100 stvari zanima. Ena, pri kateri sem na Instagramu videla zdaj, po-mojem, v tem tednu ali pa 2 tedna nazaj, da je prvič v lifeu si nanesla eyeliner. Ja, to je res, ja. Ampak Bravo. prvič mi je ratalo prvo nanesla. Bravo, Larči. Ravni talent. Ja. Tako da, dej Ninči, začni. Se pravi, oziroma ne, vsemečkam bom z vprašanji. Dej mi povej, kakšni so trendi zdaj, letos, recimo za te novoletne žurke, ker
mislim, govorim za make-up, ker očitno je trend, da smo v črnem oblečeni. Barbara, hvala Bogu. Malo, v bistvu, modro. Točno to. Ne, v glavnem, kar se tiče trendov, seveda, podlaga, puder, to ne bo še vedno bi neke lahke podlage, seveda, da je čim bolj naraven videz kože, ta dewy look in to. V glavnem, potem pa oči, ne, se pravi, novoletna zabava, je fajn, da so kakšne bolj poudarjene oči. Lahko pa recimo to, ko smo kaj naredili, recimo malo bolj na easy make-up, se pravi, da so poudarek na trepalnicah in poudarek na šminki, ne? Tako da je brez kakšnih nekaj težkega senčenja. Ne? Drugače, absolutno bleščice se povsod pojavljajo, ne samo na očeh, tudi na kakšnih delu ustnicah, recimo, potem tudi tukaj, recimo, na lička se dostavi, ampak to so že neke mal ekstremne zadeve, ne? Že mal fashionable, ne bi tako rekla, ne? Ampak za, recimo, neko naše sindikalce, ne? Bilo ta, recimo, tukaj, ko ste vi zrihte neko mod, bi lahko šle take ven, lahko še kaj podarimo, ne? Lahko porobimo v naši firmi. Ja, tako da v glavnem, ni nekih pravil, zdaj močne oči, močna ustnica ali eno ali drugo. V bistvu, jaz bom rekla, dajte se te modne trende nekako same sebi prilagajati. Kaj je vam všeč? Nosite tisto, kar je vam všeč. In potem vzameš nekaj od trenda, kar je tebi zanimivo, recimo mogoče bleščica, ne ena več, ne, recimo, da jih naneseš na veko, ne, ko se reži. Ja, pač meni malo primorska, malo zanesek. V glavnem, da daš v bistvu senčilo recimo z bleščicami na veko, recimo gor in ga malo mej naneseš, recimo je nek klasičen modni trend, recimo, ne, v decembru in potem je šminka bolj nežna, recimo. In tako, v bistvu predvsem moraš imeti tiste barve na sebi nositi in trende, v katerih se ti dobro počutiš. Recimo tukaj smo se prej pogovarjali o rdeči šminki, ne. Recimo Nina vem, da jo obožuje, ona bila sa happy, ne, ko smo se namazali, čist skakala v luft, ne. Recimo, vem, da pa zate, recimo, je bolj tako, ne, že bolj triki. Ja, jaz se pač po pravici povedala, ko je, ale jih one dve. Le, kako je lepo. Le, ko se smije. A vidiš, kaj sploh nič ne rabne? Nekaj je obstojna. Drugače jaz zdaj, ko vidim Kajo, v malah. Ja, probi. Dej, Čakaj, daj počakaj, da se posušil. Da smo bili gor. Si že dala glos gor? Ja? Si že dala? Ja. Dej, je že v redu. Ja? Dej, naredi to. Zdaj se lahko lupčkaš, le. Zdaj se lahko lupčkaš. Drugače sam, da se, evo, poznamemo, pa že grem. Ja? Evo, kaj, jaz sem bila tip, jaz bi te takoj. No, evo, recimo. Jaz sem povedala, preden Tina nadaljuje, da zdaj pa vidim, da vizažisti delajo čudo. Kajo pogleda. Jaz gledam, isto sem hotela reči, kot ti veš, da. Super, no povej za rdečo šminko. Ne, v bistvu zdaj, ko smo verjeli ta test, ne, recimo, absolutno obstojne šminke, ne, recimo, greš na zabave in tam jemo, pijemo, govorimo ful, Še kaj drugega delamo. Ne, ampak je fajn, da je šminka obstojna, ali zaradi tega, da ne gre dol, ne, da imaš tam se po zobah, potem se ful smejiš tam po ful. A da žene ne vidijo pol na ovratnikih, a veš, te ne rdeče šminke. A pa je res trik, da daš kao prst v usta, pa tako potegneš ven, zato da se ti ne prime šminka na zobe. A to je? A lahko pokažeš? Ne bom. Kira si drzni. Ta oddaja je družinska. Jaz lahko pokažem, sem ne vem, kaj moram narediti. Jaz sem pač tega usta. Ja, tega ti v usta. Ni vizažistke svoje izkušenje, moraš Tako mi imati. A lahko strokovnjaki ne pokažejo. Se pravi, družinska oddaja. Jaz ne vem, kaj moram narediti. Prst daš noter, pa potegneš ven. Ja, dej jo pravi. Dajmo tri, gremo vse. No, dej. Pa tudi dve. Ja, kaj ne, no. Dej, ajde, to kdo. Tri, štir, zdaj. Prav res. Tako. Ja. No, in kaj zdi fora tega? Ne vem. Da se na zobe ne prime. Tako, da ostanek šminke ostane na prst. Ja, in Vidiš, to je ful uporabno. To Jaz to doma naredim, vedno, ko se namažem, no, preden grem ven, ne delam to, da sem odzuni, pa to delam, ampak doma vedno, da se spremim, ne. Ne, to je v primeru za teh klasičnih šmink. Zdaj, ko imamo mi te obstojne gor, ne, pač, no, delaš marsikaj. Ti tako stojijo, ja. Stojijo, ja. Ja. Jaz stojijo, ne. Mene je učila mami, drugač, da
dam papirček, robček na No, pol, a tudi, veš, Ja, tudi to. No, to je pa zelo elegantne za kultiviranje. To je pa zga. A pa še vedno velja, ne vem, pač jaz ful mal vem o tem, se to bom pol prepustila izkušenjima, ne? A še vedno velja, ne vem, če je rdeča šminka naj bodo oči pol manj, pa če so oči ful poudarjene, da ne rdeče šminke, ali je to pač to kar neka stara šola. Jasno se lahko ti zdaj, ko ne mažeš več. Včasih je bilo to strogo pravilo, ne? Zdaj Okej. pač čas se je malo zamenjal, ne? Trendi Okej. se spreminjajo. Jaz rečem, ja, lahko je vse močno, če si ti cel spedenan, če si izrihtan, če imaš frizuro, ne? Da zgledaš tako kot Severina, naprimer, ne? Za na oder pol, ja. Če si pa ti v kavbojkah, pa da si tako casual oblečen, je pa hitro preveč in ceneno, ne? Samo lep glav na obrazu, nič pretiravanja, trpalnice, črtica in potem je fokus na ustencah. In zgleda taka angelska, ne? Ful. Ja. Ne tako, kot ve, kad ste take pasje. Mora biti ena malo nežnica. Ja. Ja, sej dober, meni je čisto všeč, jaz sem si ful všeč, no, jaz sem zadovoljna. Jaz sem mislila, ja. Vse ste ful lepe. Vse smo lepe, če to. Ninči. A lahko zdaj? Ja, V glavnem, kontouring. Da je to, par let nazaj bil ta boom, ne, sem jaz to bom, ne, zdaj bom to si naflockala, mislim, namazala. veš, kaj je to. Kontouring je, alo, hore, zdaj bo razložila, kaj se lahko da domač je temna barva, tukaj pa jaz sem si vedno kriv nos naredila, no, to je point. Se pravi, kontouring je kriv nos. Ne, kontouring je senčenje, ne? A ja, Imam prav? okej. Senčenje. Senčenje, Ja, v bistvu ja. senčenje, oblikovanje obraza, v bistvu s temno in svetlo No, barvo. in tvoje vprašanje je? Ja, in moje vprašanje je, kako si lahko s kontouringom narediš ta perfekt nosek, ker res, ko sem to delala, je bil pač ta nos vedno kriv. In to izgleda dobro, vedno so bile bojne barve. Zato, ker ne smeš, a veš, če imaš ti mečkan kriv nos, ne smeš je točno po teh linijah, ampak moraš ti, če malo kriv, naravnost usekati, ne. Tako da, ker če greš tudi jaz, ne, ko imam na koncu bunkico, če jaz sledim tem mojim potezam, točno samo spotenciram, da imam surlo na koncu, ne. Tako da moraš iti, veš, tako naravnost, ampak to moraš biti zelo natančen, ker če malo skreneš v desno, zgleda zelo na nos. In mora biti res naravnost, ni pa to za vsakega. Ti imaš tak luškan nosek, mečkan je, a veš, in ga lahko ostanjšaš, če jaz to delam, zgledam čarovnica, ker imam dolg nos, ne. In je pol sem še daljši, ker s kontouringom, ker ga ti ožaš, ga podaljšaš optično, ne. Glavno, ampak recimo jaz, ko sem delala za eno moško revijo pred leti, ki je še obstajala v glavnem in smo tam tudi delali razne kontouringe, tudi za kaj drugega, ne. Pač smo z prsi smo ful povečaš jih, ja, ja, tako, da narediš, a ne? klipčke narediš, pa take zadeve. Kakšne epse, Tudi to, sixpacke, ne? in okej, zdaj, da bi vsak dan te dekolteje si tam povečala, pomanjšala, karkoli trabaš, ne. To je samo za randi. Ne, Sem pol pa za tuš, pa kaj? reality check. Ne, to, ampak pol si v akciji pa za Švico Ja, Ena gora na dol. Ali pa on tako štarta, veš, Ja, tako, pa tako. pade. Ja, pa da... Glavno, vse je možno, ne, vse je možno. Barbie, vprašanje. Ja, mene zanima to, ne, kar smo se tudi zvestno pogovarjali pa s puncami, ne, da moški dostakrat pravijo, ne, da je ta make-up, ko ženska pride vsa lepa, ne, da je to false advertising, ne, da potem, a veš, na dejt pride vsa zrihtana, huda, ne, pol da pa, ja, pol, da catfisha, pa prideš domov, pa se pač karkoli akcija in ni več make-upa, ne, je pa druga oseba, ne, in oni zdaj pravijo, da je to false advertising, ne vem, a je res? Ja, ne, to je v bistvu teaser kampanja, v bistvu bom s tem rekla. Ne pred to glavno akcijo, kako bi rekla, že z oglaševanjem. Vse ne gre vse ven moža iskat, ne? Ja, Veš, ja. grejo, To se to gre, ne, ja. gre mogoče vtis narediti, pa čau, bye bye, ne? Jaz sem tudi to rekla, ne. Mi se dobro počutimo, ko se namažemo. Ja. Ampak Ampak- rada zrihtam. Jaz se tudi zase, ker se jaz sama zavestno. Ja, jaz- Jaz se strinjam s tem ful, pa me totalno moški žucerajo s temi komentarji, ampak jih tudi. pa razumem, kaj hoče povedati. Ja. Oni, tudi če se priješ ti zvečer pokazati, ne rabiš nobenega, ne, nič, valjda ti paše, zato si se zrihtal, da te bojo pogledali, ne, ker se ti dobro počutiš in zato, ker ti paše pozornost, to smo se že pogovarjali, ne. Ampak fora je, da dejansko oni vidijo čist drugačno sliko. Se pravi, naslednji dan, a ne, Ja, je pač, ko jo sreča v službi ali pa na cesti to isto osebo, to ni ista oseba. Zato jaz sprašujem, a v bistvu vi kot vizažisti nategujete, po domače povedano, cela lepotna industrija, hvala. Mi smo na teguni. Hvala, lepa. Ne, saj, Jaz sem prevarant. no, ne, ampak ker jaz pa Barbie smo se hecale, da zdaj pač, jaz sem rekla, da bom vprašala vaju, ne, ti si mazala mene. A ti mene lahko namažeš tako,
Ne da mi bojo vsi rekli, ej, ful huda si, pa ful dobro zgledaš, ampak da zgledam tako stara kalara. Lahko, komod. No, ampak zdaj poslušaj, kaj se zgodi, Lara. Mislim, se ti že zgledaš toliko starega. Oh, hvala. Vidiš, kakšno. Revarantka, ja. No, ampak veš, kaj se zgodi, ne? Ti mene zdaj upedenaš, namažeš me tako, da bom zgledala še ful bolj mladostno. Jaz grem ven, enega uhaklam, ga odpeljem domov. Barbie, kako si rekla, on se zjutraj zbudi, ne sem, da se je zbudil z drugo žensko, ki je maska padla dol še z 20 let starejšo. A razumeš? On je šel v poslo s hčerko, pa se je zbudil z matko. To je res, ampak a veš to, odklej naprej mene ne zanima, kaj se za zaprtimi vrati. Moj cilj je, da se ženska dobro počuti. Ja. Pa kako ona, a veš, jaz njej lahko malo vrata odprem, mislim, ka ženitni posrednik, ne? Vrata malo odprem in pa je na njej, kako ona to izkoristne. A veš, tudi ona mora pa s karakterjem, ne, njega prepričati, veš, učarati, ne. Ja, ti pri one night standih posebej stavijo na karakter. Na dušo. Na dušo. Dobro, zares, kdo ne pogleda, če... Mislim pa, če samo one night stand pa boli, kaj si misel, pač, pa se zbudiš, pa greš domov. Zjutraj sploh pritožuje. Pač pogovarjam se, vprašam bio. Veš, kaj je fora? To je že Rabiš tako v poslu. Že jackpot je žensko dobo posla sploh, ne? Dobro, ja. Pa ne doma pa ženju stane, nekaj pa hod v koli. To je božja kazen, lej. Vprašanje, karkoli te zanima glede make-upa? Ja, mene v bistvu zanimajo te kristalčki, ki so zdaj ful popularni. A to pač zaradi, ne vem, bolj samo mladi uporabljajo ali tudi starejši? Recimo bi Vesno dejansko pomladili to ali bi še vsem zgledala stara? Zakaj mene? Jaz nisem pa najstarejša. Jaz pa drugače, nisem najstarejša in tudi ne zgledam najstarejša. Ja, a si lahko na moji strani pa me kdaj braniš takrat, ko mi dela krivico? Ona ni najstarejša, Lara. In tudi ne zgledam. In tudi ne zgleda. No, se res ti zgledaš, veš, kaj da smo te iz ceste pobrali. Ne te škornemo. Ampak to je bil kompliment. Ja, veš prasica, pač, ampak na dober način. No, da zdaj, a lahko sprašuješ ljudi. Kristalčki. Jaz kristalčke bi rekla tako, no, mislim, da daš ven jih, če so tako decentno lepo postavljeni, da jih daš na določena mesta na obrazu, recimo mogoče zdaj za nas, ne, tukaj stare, recimo... Zagledamo, kada jokamo, če si... Ja, tako, ne. Mogoče jaz recimo rečem, ajde zameni s kakšni ultra drobnimi bleščicami, da daš dol, recimo pod zadnji del učka, recimo lepo izpade kot neke zvezdice in tako, ne. Zdaj pa tako, ko je res tisto po celem obrazu, to bi pa jaz vse namničkeno za mlajše, ker jaz ne vem, katera bi se lih tako dobro počutila s tem, ne. Veš kaj, jaz opažam, pri nas v Sloveniji smo zelo konzervativne ženske, ne. Ko gledam pa jaz tujino, Dubaj, ne, tam so pa malo bolj odprtega tipa in imajo res hude make-upe in so potem bleščice, ne bleščice, pa prav kristali, so po celi veki tako v linije speljani, no, one so pa tudi spedenave, ne, tako. To je tudi kultura druga, ne, to so pa že po kontinentu, ki že vidiš, recimo, sam že tle evropski del, pa rejmo Skandinavijo pogledati, ne, kje smo mi, pa kje so one, ne, mi smo res čez Balkan. Ja, samo imajo oni tudi, veš, celo obraze imajo tako popravljene, ne, tam ni nobene ženske, da nima botoksa, pa filerjev, pa ne vem kaj vse, ne, tudi te liftingi, ki se delajo, dobro, tam je tak botoks vse, ampak to lahko tudi tako, veš, malo zakamufliraš, da si nalepke daš in zategneš kožo. Ja, vse obstaja. Tako da morate malo za rezervo gledati, jaz pravim, YouTube in Instagrame, ki imajo vse te liftinge narejene, pa lase dol, ker to so take nalepke, ki se klele nalepijo. Ko pa zadnji zategneš. Takoj, nazad za Veš, vrvice daš. Veš, videla, da si tle čist pri strani, ob robu spletejo mehne kiti, dajo pod lase in tako v zadnji skupaj spnejo in prav kožo se jim tako... Ja, lifting. Si veš, kaj si čop daj narediš doma, kaj tako... Ja, in starejša koža, kaj je, veš, bolj je tenka, bolj je... Mejn prožna, ne? Ja, oziroma bolj je raztegljiva. Ja, plestelina. Na tegneš nazaj, veš, in zgleda, in takrat boš pa zgledala tako, kot ona, ne? 20 let stara. Prav na teganci moram kožo, wow, hvala. Sam pol te potem počoha, pa ti strga to vrvico, pa je pa. Spet nam, ne? Na začetku, ne? Kaj či? Imaš ti kako vprašanje glede? Ja, veš kaj, jaz sem recimo, mogoče za kakšne te mlade, ki se šele začnejo ličiti. Meni recimo, mi ni dolg časa, mami pustila, da bi se kaj hudno mazala, pol v srednji šoli sem počasi začela. In itak seveda, takoj vse
najprej seveda najcenejši puder, ne, v tekoč, pa še puder v prahu čez ful zamaterati, da se vse pore res čist zabiješ. A ne. Kaj zdaj mogoče ne začnejo mlade punce uporabljati, pa na kakšen način, da bo to pač njim lepo zgledalo, pa še zmer, da se glihne kože čist za... No, jaz imam doma tudi hčerko, ki je 14 let stara in jaz sem tudi ena od unih manjka, ne pusti tega, ne, ampak opažam, da so se malo trendi spremenili, ne, da se te punčke vse že, ne vem, od 2., 3. leta začenjajo, jaz to pri moji ne pustim, ne. No, jaz tudi nisem smela. Tako da zdaj počas, ko je 9. razred, ona začenja in pušča malo to svobodo, ampak še zmeraj ne pustim, da gre ona to, ne vem kam, ekstreme, ne. Ja. Ampak tako, mogoče, če začenjajo s kakšnim takim rahlim bebe kremcem, ne, to so najbolj lahkotni pudrčki, ki sem malo znijansira, ne. Pa kakšen korektor. Korektor, če so mazolčki, ja. Jaz sem videla že pri mojih hčerki, ne, že to, ko si ona s kleščami prviha trpance zgleda, kakor da so namazane, niti ne rab maskare gor, ne. Tako da jaz zmeraj rečem, letom primerno, ker lahko zelo ceneno zgleda, jaz zmeraj rečem, vprašaj se, kaj sporočaš ti, ne, ker je lahko ceneno, ne. Pa pri teh tam mladih smo največkrat opazili, ko smo se pogovarjali zanč, oziroma kaj. Ja. Ta puder, ne, do tega zdaj nanest. Ker ful si ga nanesel, recimo, sam do tukaj do konca te čeljusti, da temu tako rečem. Ja, ampak pol je pa ta linija in je recimo ful razlika v barvi. Zdaj, do kje daš ta puder, ne? Ja, zdaj, recimo, poleti, valjda greš malo bolj nižje, zdaj po zimi, ko imamo te pulje, bolj smo bolj za šale in tako, mičkrat menj tle dokončaš, ne. Ampak si lahko v tem primeru, recimo, daš 2 odtenka pudra, tle pač bolj, ki se zlije z barvo potjo, tle pa še mičkrat svetlejši dol, ne, da se nekako z barvo vratu zlije, zato ker je tukaj bolj svetlo, ne, ker bi dejansko vrat je v senci, tle nas obsije sonce, recimo, tle pa bolj senca, ravno zaradi tega to, ne. Pa potem seveda v nanosu, ne, recimo, nekaj na hitro spacaš gor, ni to, ne, moraš porabiti fajn, da je kakšno gobico, čopiče in te zadeve, ali pa tudi, če že prsti, tako so super urodi zamazati, da res fajn zabrišeš, ne, to je to. Ali pa recimo, da nekako tukaj zaključiš pa res, kot se reka ti Barbi, ne, da fajn potegneš dol puder. Tako, ja, in se zabledi. Ja, problem je zato, ker konturinge delajo. Tudi to. Točno ta jawline, ne, spotencirajo in je potem ta del 10 odtenkov temnejši, ker oni izgledajo bolj suhe, ne. Tako je. Ampak kaj priporočata za sam, recimo, tekoč puder? A je to gobica, ali so prsti, ali je čopič, kaj je tisto, kar je najbolj? To so različne tehnike nanašanja, ne. Če ti z gobico delaš, produkt porinaš v kožo noter in je mečkam bolj obstojno, ampak s tem narediš tudi večji nanos, kličeš po fasadi, ne. Tako da, če imaš ti lepo kožo, tega sigurno ne rabiš. So čopiči, s katerimi odblendaš puder stran, da so taki čistenki nanosi, to se reče duofibre, so take ščetine. Potem so pa, naprimer, vaši, ne, Real Techniques, naprimer, ne, zelo fajn, ja. Tako, drugače pa jaz uporabljam jih, super so ti čopiči. Fajn, super, za cenovno so tam res fajn, ne. Recimo pa, če bi rekel še, recimo, ne, ker čopiči so taka stvar, ne, ženske kupijo in potem mogoče en teden, 2 uporabljajo, ne se pa ne da to več, ne. In smo rekli, da so tudi prsti super urodje, zato ker so topli. In potem ti, ko nanašaš gor na puder, na obraz, ne mazati kot kremo, ne, ampak s prstnimi blazinicami, ki so tople, obraz je top in to trenje med pudrom in rokami in obrazom se lepo tudi lepše se razlije, ne? In tudi imaš ti boljši občutek. Mi smo navajeni na to, ker medtem, recimo, čopiča nima vsak dan v rokah, ne? Recimo tudi za senčenje ali pa eyeliner, ne? In to doskrat ženske dela težave, ker nismo navajene. Mi dve svežemo to vsakodnevno v rokah, ne? Ampak... Ja, tam, ker rabaš večji nanos, tapkaš, ne, s prsti pod očmi, a veš, da se ti gubice ne spotencirajo, lahko z rokom kontroliraš to, ne? Ja, boljše. Točno to kontrolo imaš na tem, ne? To je boljše, ne? Kaj pa svetujete puncam, ki bi se pa rade zdaj zrihtale, pa nam reka sem zdaj za te novoletne božične zabave, ampak bi se rade, pa se ne znajo. A si YouTube pogledajo, mislim, da najleže reči, Petka, ni profički, pa te namaže, vemo, da cenovno to pač ne tudi stane, ampak kaj, kje, mislim, vse mogoče trepalnice zna vsaka maskaro dati gor, ne, ampak glih to, da ne zgledajo pol, ki proba sence dati, pa šminko dati, pa nekaj, da ne zgleda, kot da jo je poplava izbacila, bi rekli naši južni bratje, ne. No, ampak... Kdo je izbacil? Poplava. Ona je vedela, zakaj jo slovensko. Hvala, Nina. Se drugače razumem, hoče, sam. Vse v redu. Mlajša generacija moraš v angleščini, oni ne Ne, razumejo. jaz sem ful bliz Hrvaške doma, da rečem. Dostopam vse.
Super. Kakšen je nasvet? Zakaj sem vprašala? Ja, kaj svetujete tem, ki se ne znajo same, na kaj naj pazijo? Ne vem, sem to, da ne zgledajo potem res tako, kot da so spakice, no? Da ne bom nesramna. Ja, na YouTubeu je par lušnih videov, samo jaz zmeraj rečem, tam moraš paziti, ne, koliko si star, zaradi tega, ker to ponavadi delajo ženske, ki so zelo mlade in če to gleda kakšna starejša ženska, to nič ne paše, 20 pa 40 plus ne gre skupaj, ne, make-up je čisto drugače. Ja, pa luči, pa tam je tako vse spedenano. Kamera požre, ne, 40% make-upa lahko tudi, ne, in potem one pretiravajo, zato da se kaj vidi na kameri in potem vsi ponavljajo in so tako maškare. Zato so te konturingi nezabrisani, ki izgledajo, kot da so umazane. Jaz dejansko, recimo, to konturinga sploh ne maram toliko delati, no, recimo tako, če imam zaličanje nas normalnih žensk, recimo vsakodnevno, in to jaz rajš naredim s sencami, recimo z bronzerjem, s tem lahko že ful dosežeš, ne. Recimo za mlade punce, recimo to, ko bi rada se začela tako lepo namazati, bi pa rekla, maskara absolutno, mogoče za rjavo, da začne, recimo, temnorjava barvica, sem pristaš temnorjavih barvic, recimo to, da malo recimo podari linijo ob trepalnicah, da zgosti trepalnice, ker v bistvu neka univerzalna stvar. Obrvi lahko počešeš z bilo katerim krtačko, recimo lahko tudi konc z neko glavnikom za obrvi, za lase konc koncev. To nek easy blush, rdečilo, glosek in je to. Mogoče še eye korektor, ampak tako, rejmo 5 izdelkov za začetek, ne, pa ne pozabiti na nego kože, to je osnova. To je temelj, to je kot hiša brez temeljev ne stoji. A jaz imam še eno vprašanje. Kaj pa so ene napake, recimo, kaj ženske delamo pri make-upu, da sta vidve ko pogledata, stavno zakaj? Tebe vidita, srečata na ulici. Ne, res, da dobro ne zabrišejo. Pudra, ne vem, eyeliner, maskara, ne vem, kaj pa recimo zmotka pogledata žensko, pa njen make-up in stavno. Da ima puder čist druge barve, kakor, ne vem, če ima dekolte, kakor je njeno telo. Zato, ker mora biti obraz in telo morata biti zlita v eno barvo, ne, da je, ker po šolsko mi takole probavamo, ne, puder, ampak če imaš ti dekolte, pa je obraz čist druge barve, to se pogosto dogaja, ne vem, jeseni, ko z morja pridemo, ne, pa se manj se tuširaš, kakor se obraz umivaš in je obraz svetlejši. Takrat pač jaz lovim kle na ključnični kosti, ne, barvo. Kaj pa, če gremo zdaj mogoče čist mečkam še v drugo smer, vse se dobro počutimo, ko smo namazane. Mislim, so tudi ženske, ki se govarjajo čist naraven videz in njim je to pač fasada. Ampak meni se danes zdi, pa zdaj, da ne bom jaz tista ta grda, ki govorim kontra dvema, ki se ukvarjata s tem, ampak a smo šli s to lepotno industrijo predaleč? V smislu, jaz poznam ljudi, ki ne grejo na plažo brez make-upa več, ker se tako grozno počutijo, očitno, ko so brez tega, da se ne govorim, da ne grejo v službo. Ali pa ne vem. Se pravi, ne grejo na plažo pride dejansko polno namazana. Danes mi je povedal Denis za eno bejbo, ki pred svojim možem ne more biti brez make-upa. Se pravi, a smo naredili, tudi zdaj so ti filtri še prišli, ne, na Instagramu, ampak a smo s tem make-upom naredili pač tako, Medvedjo uslugo. Mislim, medvedjo uslugo v make-upu, ampak smo naredili tako nek tak umeten svet, ker se poskušajo vsi pokazati v najboljši luči, ampak nekateri celo tako daleč, da niso pripravljeni nikoli več do tega dol. Sam veš, jaz opažam, jaz sem ogromno teh delavnic za ženske in prihajajo tudi te mlajše punce, mlajše generacije in mi je fascinantno, glede na to, da so one skozi na Instagramu, na Facebooku, da ne razumejo, da so te njihovi idoli sfotoshopirani in da imajo filtre čez in potem, ko imam jaz delavnice, ko dobim ogromno zakompleksanih punc, ki tudi ven ne grejo več, mislim, če niso namazane v to grozno, mislim, ne oprosti, ampak potem jim pa jaz pokažem, kaj to pomeni Photoshop, postprodukcija, ki jim pokažem slike before, after in takrat rečejo, a dej nehaj, nisem tega vedela in jaz sem malo psihologa in se rada s folkom pogovarjam in grejo pol ven tako, wow, lej. Se pravi, v bistvu je ta make-up nadgradnja. Če si ti že cool, se potem sem takole, ne, daš in se še to boljš počutiš. Mašenca. Jaz sem bila rešitev za ne samozavest, ne, pravzaprav. Taka kaloda ni najboljša. Pri 17 letih jaz nisem bila brez make-upa nikoli. Jaz sem ob nedeljah imela
pač celo fasado. Na nedeljsko kosilo pa nikamor nisem šla. Da, res. Ampak tako z leti sem se pa navadila in zdaj sem komod brez make-upa. Tako doma in tudi z Nino in Barbie smo bile na morju vmes in sem bila cel dan pač. Ampak zakaj? Mislim, kakšna pa si bila najstnica? Si bila nesamozavestna? Mogoče malo nesamozavestna, pa malo več sem imela mazolčko in sem hodila skozi to skrita. Si bila lepša pač z make-upom, ne? Ne, pri meni je bilo isto, je bilo pa z obrvmi, ker pač jaz imam drugače ful svetle, pa ful imam malo obrvi, sem šla na mikroblading in sem srečna končno. Ker pač prej brez sem si jaz narisala obrvi, pač zato sem rabila ful enega cajta, ker pri meni nista bili, kakor se reče, kaj sestre, sestrični, ampak teta iz vsaka svojega hriba, ker je bilo to tako in pol to uravnavati. Ampak ja, brez da bi se narisala obrvi, nisem šla ven, ker pač vsi so mi govorili, ja, pač to je okvir obraza, konec koncev so obrvi in pač pri meni jih ni bilo. Ja. No, vse to, če smete dodati, recimo, to je pa una pozitivna stran, recimo te kozmetične industrije, recimo bilo kašne, ne vem, plastične krogirje in tako, ne, če ti res pomaga, poleg tega, da ti na sebi delaš z nekim terapeutom, mogoče pa to, da stvari razčistiš v primarni v bistvu bazi svoji, ne, in če je še to dodatek, pika ne, zakaj pa da ne. Jaz sem tudi recimo skozi svojo kariero, pa tudi jasno, sigurno doživi ženske, ker recimo niso bili taki make-upi, če bi še 5krat main namažeš, maskaro dodaš gor. Ženske so kar, a res sem lahko taka, ne. In če to moje poslanstvo ima, to je to, ne. Res, ker vidiš lahko z eno barvo si se je poigral po obrazu in si to naredil, ne. Ti si to tako lepo povedala, ne pa prej reka, da je prevarantka. Vsi si različne. Jaz sem Kovačeva kobila, meni dol visi za make-up na sebi, jaz rada druge mažem. Ona je pa rada urejena vsak dan, ti si rada našminka. Zelo lepo, jasno, zelo lepo. Pa zdaj sem jaz za vas se spedena. Zdaj moram še to, dej ti naprosim eno tole vzemi, tlele so že skozi ene vrečkice za Max Factor. Tako. Ka moramo nekaj povedati, dej, kaj ti povej, ti znaš ti dobro povedati. Kaj je tukaj noter, kaj imamo tukaj? Mi smo se odločili, da bomo 5 podelile take paketke, ne, skupaj z Jasno in Tino. To je pa paket Max Factorja, pa Tino najbolj, da ti poveš, kaj je noter. Ja, noter so te stvari, ki jih mora v bistvu skoraj vsaka ženska, niso nepogrešljive. Se pravi, krem paf, številka 0. To je pa tako meni, ali lahko pa jaz sem stara 41 let in odkar se mažem, ne vem, srednje šole, uporabljam krem paf, to je tako puder. Ja, no, Najboljši puder na svetu, res. V tej škatli en manjka, ki ga rabim. To je tako, nobenega pudra, draže znamke, ne delajo to, kot ta. Drugače ta puder je že več kot 50 let in je ful popularen in tako, da samo malo se embalaža spreminja in to je to. Potem je seveda nov Facefinity 3 v 1, se pravi puder, primer in korektor noter, tako da je ful prekriven puder, lahko ga uporabljaš v bistvu kot korektor, samo po celem obrazu, zamašam mesni tip kože. Absolutno, rdeča šminka. To je ta. Ki zdrži, ni, ne, se vstane gor. Ja, to je bistvo. In še zadnja stvar, seveda pa 2000 kalorij maskara, tam vse poznate, zdaj je prišla nova ven. To je Pro Stylist, nima silikonsko krtačko, tako ukrivljena, tako je, malo Instagramu še. V glavnem, tako da to je nova krtačka. Jaz sem ful pristaš teh silikonskih krtačk, zaradi tega, ker res naredi, tako je zelo bolj suha, naj se ne ustrašijo ženske, ampak naredi ful fajn volumen, no, in tako malo jih privzdigne. To je fora. Lahko še nekaj povemo, da ženske vedno tole napako delajo, kad takole pumpajo noter maskaro, ne delite tega, ga se maskara suši. Ne pumpaš. Samo vendaš. Pa nisem vedela. No, evo. Ti si me naučila, da moraš maskaro cik-cak nanašati. Tako. Jasno. Cik-cak, zato da produkt daš gor, potem pa potegnaš, zato da ga razmažeš. Ja, se spomnim tega cik-cak. Pa da se trepalnice v bistvu med sabo tako ločijo, ne, kaj jih tako zibaš levo pa desno, ne, tudi to, ne. Ja, delamo vse narobe. Ja, rabaš te Nina rab neki, ker pač ne bo tokrat zate, ne. Ker poleg teh nagrad, ki jih boste dobile na Instagramu, spremljajte naš Instagram, bo ena dobila še eno ekskluzivno nagrado in sicer ličenje. Ni samo ličenje, ampak je prvo osebno svetovanje z ličenjem. Tako da jo bom naučila, kako iti iz tega dnevnega v večernega. Tako, pa tudi namazala jo boš. Se pravi, če rabite za poroko, žurko sindikalno, krst, sem ne svoj, ker pa ne rabite še. Kaj so še eventi, maturantski, plesniki, karkoli. Ej, ful imate dobro priliko, tako da... Ja, se bo splačalo spremljati naš Instagram v nadaljnjih dneh, tako da ja. Jaz bi pa sem rada še povedala mogoče vse, da ful hvala
Ne, Lara, koliko imamo zdaj že followerjev? Kaj spremljaš? Noč ne spremljaš. Jaz spremljam, na Instagramu jih imamo že čez 6. Ja? 6,5, na TikToku TikToku jih imamo 3,5. Ja? Ful veliko komentarjev vaših, ne, tako da hvala za vse komentarje, za vse predlagane teme, še predlagajte, bomo upoštevali. Hvala za vse lajke, šere. Mi smo, ko smo začeli, 3 mesece nazaj, ne? Ja. Nismo vedeli, kaj pričakovati in ste nas ful lepo sprejeli, tako da hvala. En tak lep community se gradi. Ja, zelo lep. Vesele, da ste z nami. Tako da jaz bi vam želela, če lahko, bomo mi dve nazdravljali, ja, bomo mi nazdravili, vam pa ful lepe praznike. Pa hvala ti in pa Jasni za... Pa itak sem hotela reči, če pa hočete se še kaj naučiti, najdete jih na vseh social platformah. Ajde! Tisti dnevi v mesecu.